Potem pa je scenarij četrti, ki je tisti, s katerim edino pridemo, pri tem tretjem scenariju se zadolžimo malce manj, ampak še vedno kar dosti. Pri četrtem scenariju pa gre za popolno krčenje programa, zato da v bistvu oklestimo 8,5 milijonov evrov, ki jih pač potrebujemo, in sicer gre za čakanje 400 zaposlenih, gre za pač krčenje manjšinskih programov, gre pa potem za ukrepe, ki nam prinesejo. Zdaj bomo pa kar konkretno, ker mislim, da je to treba vedeti, kaj se zgodi, če res privarčujemo vse tisto, kar čakamo od RTV, od vlade. Na TV Slovenija, program TV Slovenija ena oddaja od 12 dalje, program TV Slovenija 2 oddaja od 18 dalje. Gre za avtomatizacijo oziroma poenostavitev prenosov iz državnega zbora, začasno zaustavitev izvajanja koprodukcijskih projektov, prekinitev sodelovanja z vsemi zunanjimi sodelavci. Potem odpadejo številne prime time oddaje, ki temeljijo na zunanjih sodelavcih, in sicer kaj dogaja, petkova narodno zabavna oddaja, Joker, dnevna nadaljevanka, Marcel, Inkognito, zunanje politična oddaja Globus bo okrnjena, ker temelji na delu dopisniške mreže, in tudi dopisniška mreža bi v tem primeru bila začasno zaustavljena. Potem odpade vsaj tretjina dnevno informativnih oddaj. Odpade ves dopoldanski program z vključno z oddajo Dobro jutro, polovica oddaja otroškega in mladinskega programa. Odpade vse sinhronizacije risank, vsebinsko in produkcijsko se osiromašijo oddaje izobraževalnega programa, odpovemo se vsem znanstvenikom in drugim zunanjim strokovnim sodelavcem. V športnem programu bi se morali odpovedati vsaj četrtini oddaj, ker bi jih zaradi pošiljanja ljudi na čakanje na delo ne mogli izvesti. Pa odpovedati bi se morali vsem zunanjim strokovnim komentatorjem in številne oddaje bi potem odpadle. Ostavljena bi bila seveda vsa letošnja produkcija igranega programa, ker temelji na zunanjih sodelavcev. Na Radiu Slovenija bi prekinili sodelovanja z zunanjimi sodelavci vseh enotah, z glasbeniki, z igralci, najmočnejšimi avtorskimi imeni in oddajami ter podcasti. Lastna produkcija radijskih iger se ustavi. Radio SI program Ars in oba regionalna radijska programa bi Radio Koper in Radio Maribor bi oddajali le 12 ur dnevno. Aktivnosti na digitalnih platformah bi šli na 1/3, ukinili bi vse večje projekte, in sicer Audiofestival, Lastovko, Festival šansona in 60-letnico Lahko noč otroci in Ištekane. In vsi projekti svetovnih in evropskih prvenstev bi odpovedali, pokrivanje bi pač omejili na informativno. Na digitalu bi se zmanjšal bi se seveda obseg vsebin, potem bi se, se opravičujem, ker moram. Se opravičujem. Ne bi zmogli slediti trendom razvoja in izboljšav na ključnih programskih področjih, se pravi pri novih formatih vsebine in storitve za mlade. Omejili ali ukinili bi sodelovanje z uporabnikom, se pravi vse komentiranje, kampanje, nagradne igre in druge interakcije, nezmožnost sledenja trendom razvoja in izboljšav digitalnih vsebin in storitev, ne bi mogli sodelovati na dodatnih sofinanciranih projektih, znižala in stagnirala bi kvaliteto oziroma obseg prenosa RTV vsebin preko spleta, zmanjšali bi obseg podnaslovljenih oddaj in slabšali bi kakovost podnaslovljenih oddaj. Slabša bi bila promocija digitalnih vsebin in storitev, potem bi upočasnili razvoj storitev in aplikacij, ki so namenjene dostopnosti, zmanjšanje ali ukinitev založniške dejavnosti. Na vseh treh platformah to pomeni tudi zmanjšanje trga, se pravi, poleg tega, ko se zgodi to, potem lahko se odrečemo tržnim prihodkom, ki vemo, da jih je tam okrog 15 milijonov. Pri glasbeni produkciji pride v nekem trenutku do začasne zaustavitve dejavnosti obeh glasbenih sestavov, tam, kjer je pač nujno se ohrani, ampak res samo nujne stvari.
in pri krčenje začasno zaustavitev dejavnosti mednarodne dopisniške mreže. To je tisti scenarij, po katerem ohranimo, se pravi, prihranimo 8,5 milijona, ampak po drugi strani pa seveda povzročimo izpad trženjskih prihodkov in to pomeni, da potem moramo še poseči v glasbeno produkcijo in moramo poseči kam drugam. Tako, to so ti scenariji, ki pač niso tisto, kar si želimo. Definitivno pa že, se pravi, ta naš finančni plan, ki smo ga naredili za letos, terja od nas veliko napora, da ga izpeljemo. Zato pač želimo in pozivamo svet, da skupaj pač naslovimo apel na vlado, da zagotovi sredstva za financiranje RTV Slovenija. Hvala. Kolegica Črnko bo še nekaj dodala. Hvala, predsednica. Gospa Črnko, izvolite. Samo še to bi dodala, da smo se mi, ko smo sestavljali finančni načrt konec leta, soočili z dejstvom, ki je bilo že čisto v uvodu povedano, da so se stroški dela zaradi uskladitve plač sredi lanskega leta in potem na podlagi zakona o ureditvi oziroma sistemu plač v javnem sektorju za skupaj povešali za skoraj 7 milijonov. In jaz bi samo poudarila nekaj, kar ste vi dobili v gradivu, smo posebej za to pripravili, da smo mi že v okviru priprave finančnega načrta z vsemi skupnimi napori zmanjšali poslovne stroške glede na realizacijo 2024 za 4 milijone. Ob vsem tem in ob vseh številkah, ki niso malenkostne in se, torej govorimo o velikih številkah tudi v gradivih kolegov, pri svojih enotah in drugih, ki so vsi sodelovali, moram pač povedati, da vsi vodje so se odzvali zelo konstruktivno in so z upravo imeli konstruktivne sestanke pri tem, da iščemo tudi možne optimizacije. Dejstvo pa je, da smo tudi mi popolnoma omejeni pri iskanju kakšnih finančnih scenarijev, ker mislim, da številke govorijo same zase. In ne bi pač predlagali takega finančnega načrta, če ne bi bilo dogovorjeno ali pa obljubljeno ali pa zagotovilo prišlo, da bomo dobili financiranje za izvajanje programov za narodnosti, tako kot je bilo predlagano, tako kot tudi nismo smeli ničesar drugače tudi pravzaprav splanirati, kot je bilo potem v PPN-ju. Hvala, gospod Črnko. Videl sem roko kolega Prasla. Izvoli. Ja, v bistvu to, kar je gospod Črnko zdaj povedala, je bistveno, tudi za javnost, da še enkrat razume. Tudi svet je potrdil letni proračun z 11 milijoni evrov, od katerih imamo zdaj zagotovljenih 2,5, torej 8,5 jih še manjka. In mene zdaj lahko bomo to debata lahko traja dejansko še 12 ur, ampak meni se zdi ključno postaviti eno vprašanje v pravi in to je to. Glede na torej nedorečenost datumsko strani vlade, kdaj naj bi teh 8,5 milijonov dobili, torej jesen, neka napoved. Me zanima, če uprava misli, oziroma če uprava predvideva nek rok ali pa nek deadline za pripravo rebalansa proračuna. In mislim, da je to temeljno ključno vprašanje, ker v bistvu bomo čakali do septembra, do oktobra, do novembra in bomo, itak bo zmanjkalo denarja, ker ta denar, ki ga pričakujemo, ki se ga obljubili, nam manjka. Torej, ali uprava razmišlja o tem, da je trenutek, ko se bo postavil datum za rebalans proračuna, ker se ga bo moralo delati, po mojem mnenju, dokler se ne dobi od ustanovitelja, od države, od vlade zagotovilo z datumom, kdaj bo ta denar prišel. Mislim, se motim mogoče, ampak zdaj dejansko sem postavil eno vprašanje, ki se mi zdi, da je ključno v celej tej debati. Hvala. Izvolite. Glejte, jaz sem že zadnjič povedala. Jaz verjamem, da imamo vlado, ki, če napiše dokument, v katerem pravi, da bo zagotovila financiranje enkrat konec prejšnjega leta in zdaj pred kratkim, v zadnjem dokumentu je tudi napisala v okviru finančnega načrta
to je naš lastnik, to je naš ustanovitelj. In ne vem, zakaj ne bi temu ustanovitelju verjela. Mislim, a smo v tej državi že tako daleč, da ne verjamemo našim, bom rekla, ustanoviteljev, našemu lastniku. Mislim, glejte, lahko se smejemo pa rečemo, da smo naivni, ampak a potem res živimo v banana republiki? Mislim, samo to. Jaz delujem menim, da je moja dolžnost, da se obnašam, kot da živim v državi, kjer delujejo demokratični vzvodi in kjer pač normalno komuniciramo. In ko dobim zagotovilo, temu zagotovilu verjamem. In meni se zdi, da v takem primeru je potem treba samo pač se pogovarjati in dogovoriti, kdaj ta denar bo in na kakšen način bo prišel v hišo. Dokument pa obstaja. In po moje, ko imaš dokument v rokah, to pomeni, da imaš zagotovilo, da denar bo. In dokument temelji na nekem drugem dopisu, v katerem točno piše, za koliko denarja gre. Hvala. K debati se... repliko, izvoli. Samo še enkrat bi ponovil, torej v bistvu uprava v tem trenutku ne razmišlja o rebalansu proračuna. Ne.